Eni športi so zelo easy in z njimi se lahko ukvarja vsak. Drugi so ekstremni in za njih moraš biti kar mal poseben. Tretji športi pa so samo čudni. Zanimivost, šah spada v vse tri kategorije. Ker si je težko predstavljati, kater šport je nenavaden, sem vam pripravil lestvico, ki sega od najbolj dolgočasnega udarjanja žogice s palico do najbolj adrenalinskega skakanja iz visokih stavb. Pa ne podcenjevati golfa. Če te jezen golfist udar z golf palco, še vseeno boli. Prvi nenavaden šport je prenašanje žene. In ne, to ni to, kar mislite. Dejansko gre za tekmovanje, kjer si moški oprta žensko na hrbet in z njo teče čez poligon, ki je poln različnih ovir. Nese jo lahko na štuporami kot gasilec ali pa po estonsko. Za nagrado pa par dobi toliko piva, kot ženska tehta. In to je edinkrat, ko žensko lahko vprašate, koliko tehta. Tekmovanje v prenašanju žensk bomo umestili med tek čez ovire in profesionalno dvigovanje težkih predmetov. Drugi nenavaden šport je šahoboks oziroma boksošah. Gre za tekmovanje, kjer dva športnika igrata 6 rund šaha in se 5 rund boksata. Kako igraš šah potem, ko te en boks ne oglavam? Gre za igro, kjer lahko zmagaš ali z nokautom ali šahmatom in gre za igro, ki bi jo lahko umestili med šah in boks, ampak je ne bomo, ker realno spada na isto mesto kot ameriški nogomet. Ameriški nogomet namreč vključuje isto količino strategije in pretresov možganov. Za številko 3 pa sem si izbral rokoborbo s palci na nogah. Gre za igro, kjer se odrasli ljudje dotikajo s svojimi prešvicanimi, umazanimi podplati. To je šport, ki so ga izumili in v katerem baje vedno zmagajo Angleži. Pa glivice. In rokoborbo s palci na nogah lahko umestimo med ameriški nogomet in boks, ampak veš kaj? Dajmo ga kar na vrh. Dajmo base jumping dol. To je zagotovo najbolj ekstremen šport.